Najlepša disciplina je bila 3 km. Ampak žal tukaj mi je tudi hitrost ni dovoljevala tega, da bi še kaj več naredil. Takrat se tudi ta disciplina ni tekla tako pogosto, ampak se je predvsem 5 pa 10 km. Povpreček prvih 10 tekmovalcev v teku na 1500 metrov za Atletsko društvo Kladiver leta 82 je bil spod 3,50. Danes na prste ene roke lahko preštejete, koliko tekmovalcev v Sloveniji gre spod 3,50. V svojem prvem resnem teku na 10 km v teku teh 28-32, žal pa v letih, ko sem bil dejansko bolje pripravljen, kot je bilo recimo 85, 86 ali pa na vse zadnje 90, se ni poklopila nobena tekma na tak način, kot se je ta v Lozani. Danes je večji problem za tekmovalce, če nimajo dobrega menedžerja, praktično ne pridejo nikamor. Spoštovani in spoštovane, dobrodošli v 107. epizodi podcasta Zagret za tek. Jaz z vami sem spet in kot ponavadi Marko Roblek, z mano pa v tem atletsko nabitem poletju idealen gost, legenda slovenskega teka na dolge proge, Stane Rozman iz Celja. Dobrodošli, Stane. Lep pozdrav. Kako ste, kje sem vas dobil? Ja, v službi sem, trenutno sem v muzeju, tako da sem zdaj trenutno na delovnem mestu, ravno pred tem sem rekel pogovore s svojimi kolegi, tako da zdaj se za tele 3/4 ure vzel prosto. Povejte mi, klasično vprašanje, ki ga dam vsem svojim gostom, jasno, ne sicer še zgodaj zjutraj. Ste danes že tekli? Ne še. Ponovadi praviloma tečem popoldne proti večeru, tako da tudi verjetno danes bom popoldne tekel. Tečete še kar redno, bo rekel vsak dan ali kako? Če se le da, praviloma vsak dan. Vse zadnjih par let tečem v bistvu, ne vem, mogoče 10krat, 15krat na leto, da ne tečem. In koliko kilometrov pravite recimo na enem takem svojem popoldanskem večernem teku? Tako, med 6 pa 8 kilometrov. Tako da nekje povpreček je tam, tukaj. Nekje na letni ravni še vedno pretečem 2300-2400 kilometrov. To je kar zavidljiva kilometraža, kilometrina za nekega, rekel, rekreativca. No? Jaz poznam veliko rekreativcev, ki jih preteče predvsej manj. Pa tudi tekmujete kaj, gospod Rozman? Ne, tekmujem ne. Tekmoval sem svoj čas, tako da ta veteranska tekmovanja me ne zanimajo. Jih spremljam, zato ker imam kar celo vrsto kolegov, ki tekmujejo v veteranskih kategorijah v različnih disciplinah, vendar sam ne tekmujem. No, toliko za uvod, zdaj pa, če dovolite. Gospod Rozman bi vas predstavil najni publiki, poslušalcem in gledalkam, jasno. Par stavkov sem si tule izpisal, namreč gospod Stane Rozman je nekdanji atlet, še vedno aktualni državni rekorder na 10.000 metrov, njegov rekord pa šteje že 39 let. Eden najboljših tekačev nekdanje Jugoslavije je aktivno tekmoval v zlati dobi slovenskega teka na dolge proge v 80 letih. Udeleženec svetovnega prvenstva, večkratni državni prvak, zmagovalec neštetih dirk, se je po športni upokojitvi udejstvoval kot profesor zgodovine in sociologije, pozneje pa tudi v politiki, zdaj pa že, če se ne motim, 3. mandat kot direktor Pokrajinskega muzeja v Celju. Predsednik enega naših najuspešnejših atletskih klubov AD Kladiver in član tudi nekdanji podpredsednik upravnega odbora Atletske zveze, je še vedno aktivno vpet v slovensko atletiko. In spoštovani, kot ste slišali, še vedno rad teče. Kaj pomembnega sem pozabil, gospod Rozman? Nič posebnega. Mislim, da so povedali prav vse, kar je potreba za to. Super. Povejte mi, prebral sem, da ste za svojih 60 pred 2 letoma vseeno odtekli 3000 metrov na štadion. Je bilo to tekmovalno z drugimi ali pa bolj ekshibicijsko? Ne, to je bilo bolj kot ne druženje, je bilo s kolegi, tako da vsaki toliko časa pripravimo kakšen tak tek, ampak to ni tekmovalnega značaja, ampak bolj tako prijateljsko druženje, potem seveda, ki ga nadaljujemo tukaj v našem lokalu na stadionu. Verjetno bo to naslednje leto,
kakor kažejo stvari, bo rekord zdržal še 1 leto, potem kasneje sicer nisem več siguren, glede na to, da imamo nekaj zelo dobrih tekačev, mladih tekačev v Celju, tako da ob 40. obletnici bomo verjetno tekli tudi, se pravi 30. junija 2024 na 6 km. 6 km zdaj pripravljate, ne 10, ko včasih 10.000 km. Ne, pred 9 leti smo tekli pač na 7 km, se pravi 30 let kasneje, 30 krat 100 metrov manj. Okay. 10 let je minilo, 10 let seveda padajo, sposobnosti padajo, tako da če mi bo uspelo takrat preteči 6 km za 28-32, bom prav zadovoljen. Odlično. To je še zmer, dajva reči, manj kot 5 minut za kilometer. To je še kar hiter tempo. Ja, to je 4,45 po kilometru, se treba kar potruditi. No, tako, ja. To je za vsakega rekreativca, pod 5 minut na kilometer, kar zavidljiva hitrost. Nekje sem prebral, da ste dejal, da tečete zadnja leta samo na stadionu. To res drži? V glavnem, ni čisto 100%, vendar večino svojih tekov napravim v stadionu, tako je zelo enostavno, lahko se kadarkoli se ustaviš, mislim pač, recimo, zamotim se z štoparico, tako da štopaš to, nimaš problemov, psi, recimo, če greš v vone in podobne stvari, tako da glede na to, da tečem 6 km, ni problema. Mogoče se tudi meni zdeli 40 let nazaj, skoraj da nemogoče, da bi kaj takega bilo kdajkoli se dogajalo. Mi smo namreč takrat na mediteranskih igrah v Splitu se pogovarjali z grškim tekačem, ki je zmagal, Janis Klusis, ki je zmagal takrat na sredozemskih igrah in nam je povedal, da trenira samo na stadionu. In nam je se zdelo to takrat nemogoče. 20 let po tistem sem tudi sam začel tako na podoben način trenirati. Zanimivo, no? Ampak v svojih najboljših atletskih letih, vsaj od začetka, ste pa veliko tekali v naravi, pa zunaj, pa po šodru, makadam. Ampak tudi mogoče proti koncu kariere, tam v 90-ih letih sem ogromno treningov naredil tudi na stadionu. Tako da recimo moj najdaljši tek na stadionu je bil 36 km po 8 stezi. Po 8 stezi? Kako to, da po 8 stezi? Glede na to, da je bilo po zimi na 8 steza bila očiščena, je to seveda bilo pač edini prostor, ki si lahko tekel. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da smo se začeli več teči po stadionu, kajti steza na Kladivarju je bila vedno, ko je sneg zapadal, bila očiščena, medtem ko ceste seveda niso bile. No. Občasno se s kolegi še dobimo na stadionu, malo bolj za hecke, za resno, pa zadnjič enkrat smo računali, pa gledali tiste oznake, pa merali, koliko daljša je 8. steza od prve steze, ki ne bi bila okrogli 400. Ja, načeloma naj bi bila 53 metrov, bi bila razlika, mi jo sicer kar računamo za 50, se pravi, da 20 krogov je 9 kilometrov. No, evo, tako da zdaj vemo, ja, če bomo tekli, kdaj se pomerali tisti na prvi progi, pa ni na 8, ja. Na koncu naredite kar razliko. Se pravi, da hitrejši grejo na 8. progo, da potem počasnejši na prvi progi lahko sledijo isti tempo. Lahko tudi tako, čeprav v glavnem treniram bolj ali manj na prvi. Tako kot bi vsi. Še vedno pišete dnevnik tekaški, pa pribeležke po vsakem teku? Še vedno, ja. Tako da imam spravljenih, mislim, da jih je 45 zdaj. To je pa že kar lepa zbirka. Koliko kilometrov ste doslej že obravali, no, če imate tako sistematično vse vodeno? Mislim, da je zadnja številka nekje okoli 154.800. 154.800, rekel ste v enem intervjuju, da generalka pride po 200.000, a imate možno še čas do tja, ne? Prva bi naj bila na po 100.000, ampak zaenkrat so mi noge še kukor tukaj dobro, tako da ni bilo potrebno vsem tem času kakih operativnih posegov. Super. Niste imeli težav ne prej v tekmovalni dobi ali pa potem rekreativni s kakšnimi hujšimi poškodbami? Imel sem nekaj malega, ampak nikoli ni bilo nekaj resnejše, nekaj daljše. Tako da recimo, ko se ravno zadnjič v pogovoru s enim kolegom, ko smo se pogovarjali, mislim, da je najdaljše obdobje, da nisem tekel 9 dni. 9 dni zaradi bolezni, najbrž odsotnosti, kakšne službene? To je bilo, se zgodilo dvakrat, enkrat zaradi išiasa in
takrat, ko sem šel, mi smo še pač generacija, ki je mogla služiti Jugoslovansko narodno armijo, in ko sem šel v vojsko, se je takrat zgodilo tudi, da prvih 9 dni v vojski nisem tekel. Vse ostalo pa vzdržujete niso izvrstno, se pravi, tečete pa, kdaj ste rekel, od 16. leta? Tako je, jaz predtem sem se ukvarjal z nogometom, pri 16 letih sem začel, malo pred svojim 16. rojstnim dnevom sem začel trenirati atletiko, ker je zelo hitro napredoval. No, jaz sem gledal malo vaše rezultate takrat, no, ampak kako da vas že prej niso odkrili? Kdo vas je pravzaprav odkril? Ste še samo atletiko, ko ste gotovi, da ste dokaj hiter, ali vas je kakšen profesor, kakšne športne vzgoje malo navižal tja? Moj takrat bodoči trener me je videl na krosu teč in potem sem dobil vabilo. Nekaj časa sem sicer okleval, ker sem se okleval še med nogometom pa atletiko. Potem sem se pa dokončno odločil, da preneham z nogometom in da se posvetim atletiki, ker so rezultati relativno zelo hitro šli. In pa atletika je individualna, ker mi seveda dosti bolj ustreza kot pa kolektivni šport. Ker sam poskrbiš za tisto, kar moraš narediti, tvoj vložek je potem tisti, ki ti da rezultate, ne pa ekipni duh. Tako je. V večji primerih moraš sam poskrbeti. Res pa je tudi atletiki je zelo pomembno, s kom treniraš, kakšna skupina je, in takrat je bila recimo v Celju izjemno močna tekaška skupina. Tukaj je recimo takrat je treniral tudi Peter Svet, ki ima recimo še starejši rekord. Njegov državni rekord v teku na 5000 metrov je star že 48 let, in pa cela vrsta drugih izjemno odličnih tekačev, katerih so nekateri še zdaj državni rekorderji, kot je recimo Stanko Lisec, rekorder na 3 kilometre, kot je Numan Vukić, rekorder v teku na 1 uro, in plus ostali kolegi, ki so bili sicer mogoče niso bili takrat rekorderji, danes niso več, vendar so vsi bili odlični tekači. Ja, se te tablice atletske so zelo zanimive, marsikomu jih priporočam, da si jih pogleda, no, pa datume ob njih. Potem sem šel gledati tudi malo starejše zapiske in ugotovil, da ste vi že potem, ne vem, po enem letu treniranja, pa 17 letih 5000 odteku v 14:28, kar je danes za neko slovensko člansko konkurenco izjemen rezultat. Se pravi, ste bili res talent. Ja, sem tekel ta moj najstarejši rekord za mlajše mladince v teku na 5 km 14:28. Ampak recimo, jaz sem imel konkurenco v svoji generaciji, Stanko Mikložina, tekač iz Velenja, je tekel na istem teku, to je bilo državno člansko prvenstvo v Novi Gorici, je tekel 14:34. Če sem hotel zmagati, sem mogel biti hitreje. Oba smo takrat tekla seveda boljše od jugoslovanskega rekorda, danes bi rekli U18. Noro. Temu rekordu se ni približal niti Vid Butolin v mlajših letih, ampak zdaj napreduje, no, zdaj, ko prihaja proti 20-ki. Tako da je mogoče pričakovati, da bi ta rekord kdo zrušil, no, ker je res izjemen. Ta rekord, mogoče bi se verjetno rezultatu približal. Vid je izboljšal moj rekord v teku na 3 km za mlajše mladince, prav tako je popravil potem tudi pri starejših mladincih, in zdaj je dejansko izjemno perspektiven fant, ki bo ogrozil tako rekord Stanka Liseca na teku na 3 km, Petra Sveta v teku na 5 km in verjetno tudi mojega na 10. Ja, zdaj res spremljamo meteorski vzpon tega mladeniča, ki je pravzaprav tudi vaš atlet, ne? Je Celjan, je kladivar, kladivar ima močno zgodovino. Danes ste imeli v Celju prvi štadion v Jugoslaviji za atletiko, če se ne motim. Tako je, bil je prvi, ki je bil izključno namenjen atletiki. Imeli smo kot drugi, smo imeli tudi plastično maso Tartan, ki je bil in je tudi še danes, čeprav zdaj ravno z preplastitvijo se ukvarjamo s tem, kot je gasilska olimpijada, ki je bila zdaj stadionu dokončno, atletski stezi dokončno zabila zadnje žeblje v krsto. Tako da upam, da nam bo uspelo ali še v letošnjem letu, če ne pa najkasneje naslednjo pomlad, mesto Celje mora novo plastično prevleko potegniti na stadionu.
A je AD Kladivar najuspešnejši klub, oziroma eden najuspešnejših klubov v Sloveniji, tudi v Jugoslaviji, prej te tradicije se še držite. So vas kakšni drugi klubi, prehiteli mogoče po zmožnostih treninga, po tehničnem napredku, po atletih samih, morda niti ne toliko, rekel ste, preprostitev steze, bi potrebovali v Celju še kaj drugega, no? Da ta vrhunski nivo atletike vzdržujete še naprej? Mislim, da ne, da pogoji za atletiko so v Celju, če vzamemo to nova atletska steza, so dobri, kvalitetni, kar kaže tudi rezultati naših atletov. Tako da verjamem, da je Kladivar, ki se v zadnjih 10 letih deli prvo mesto z Masom v Ljubljani, ki ima seveda zelo močno, bistveno večjo širino, kakor ima Celje, tako da jaz mislim, da je kaj veliko spreminjati ni. Zdaj, da bi bili pač res obremenjeni, da moramo biti najboljši, pa tudi ni. Mi se zavedamo, da pač bazen je manjši, a veste, v letih, ko sem jaz začel trenirati, ali pa še mogoče leta pred tem, ko je Kladivar ustvarjal Fedor Gradišnik, legendarni trener, predsednik društva, je bil bazen, iz katerega so se napajali atletsko društvo Kladivar, celotna Savinjska dolina, celotno Kozjansko. Danes imamo tukaj vrsto dobro organiziranih klubov, kar začnemo Šentjur, Žalec, recimo, da ne omenjamo Velenje, ki so kvalitetno organizirane društva za atletiko, ki vsi ti kraji imajo seveda svoj stadion, pa ne samo oni, recimo Konjice, potem je Kozje, recimo. Tako da pogoji za atletiko so dobri, je pa res, da je pa razprženo, da ni več takih središč, kot je bil nekoč Celje. Ja, Celje, tako kot ste rekel, je res vlekel nase, skoraj pol Slovenije. Se pravi, atletika, če vas prav razumem, še vedno popularna tudi med mlajšimi, med otroki in tako naprej, med prilivom novih moči, ali morda drugi športi, vendarle zdaj jih je, bistveno več kot včasih, potegnejo tudi kakšne, talente kam drugam. Seveda, atletika je pač eden izmed športov, ki si konkuriramo na področju talentov. Res je, da tisti, ki je talentiran za atletiko, je praviloma talentiran tudi za ostale športe. V Celju je kar nekaj športnih panog izjemno dobro organiziranih, tako recimo pri fantih je rokomet na prvem mestu, nogomet ima 2 dobro organizirani nogometni šoli, tukaj judo, pri puncah je predvsem košarka, prav tako ženski rokomet, tako da vsi v tem bistveno manjšem bazenu talentov si potem med sabo konkuriramo. Na vso srečo nekaj najboljših še vedno prihaja tudi k nam. Tako recimo trenutno zdaj bomo z nestrpnostjo spremljali rezultate iz Kolumbije, ker je Jan Matic Guček, eden izmed najbolj talentiranih mladih atletov v Sloveniji, bo tekmoval na 400 vire. Matic je izboljšal državni rekord Roka Kopitar, je tudi ena izmed legend celjskega Kladivarja, njegov mladinski rekord 50:01, ki se je zdel praktično skoraj nedosegljiv, ga je Matic izboljšal, verjetno pa ali že letos, če ne pa naslednje leto, bo štartal tudi na njegov članski rekord, ki ima seveda tudi brado iz leta 80. Ja, se pravi, prihajajo novi časi nasploh, tudi slovensko atletiko, ne samo svetovno, evropsko nasploh, o tem bo še spregovorila. Mene pa zanima, prebral sem, da vas je treniral tudi nekdanji kasnejši minister Slavko Gaber, da je bil tudi on atletski trener in delavec. Slavko ni bil atletski trener, je pa res, da z njim se skupaj začel. Še na prvem treningu, ko so prišli na stadion, je on takrat treniral tek na dolge proge, tako da smo s Slavkom 2 leti dokaj intenzivno skupaj trenirali. Bil je prav tako talentiran tekač, tudi dober tekač, vendar potem, ko se je odločil za študij v Ljubljani, je seveda njegova atletska kariera se zaključila. No, vaša pa je takrat šele vzletela. Ko ste prišel v to sredino v Kladivar med vse te atlete, pa ste spremljali to atletiko, morda ste imeli kakšnega vzornika mogoče, v neko jugoslovanski ali pa svetovni atletiki, ki vam je bil vzor ali pa cilj?
bi zdaj rekel, mislim, v svetovni atletiki zagotovo, to je bil Lasse Viren, 4-kratni olimpijski zmagovalec v tekih na 5 pa 10 kilometrov, zmagal je v Montrealu in pa še predtem v Münchnu. Zdaj v jugoslovanski niti ne. Sem imel pa to možnost, da sem se z nekaterimi res vrhunskimi tekači lahko že na treningih družil, lahko skupaj z njimi treniral. Ko sem že prej to omenil, malce starejša generacija od nas, so bili res sami vrhunski dolgoprogaši, srednje in dolgoprogaši, tako da je bilo vsak trening je bil po svoje na nek način kar doživetje. Recimo Peter Svet je bil že tudi eden izmed tistih, ki je precej, bi rekel, s katerim so se precej družili, tudi precej od njega prevzemali in on je bil izjemno naklonjen mladim tekačem, recimo, tako da smo lahko trenirali z njim. Vi ste se potem na en način specializirali za disciplino 10.000 metrov, pa menda ni bila to vaša najljubša na stadionu. Ja, težko bi rekel, zdaj, kjer je bila najljubša. Do 10 mi je bila seveda najuspešnejša. 3 kilometre, najljubša disciplina je bila 3 kilometre, ampak žal tukaj mi je tudi hitrost ni dovoljevala tega, da bi še kaj več naredil. Takrat se tudi ta disciplina ni tekla tako pogosto, ampak se je predvsem 5 pa 10 kilometrov tekla. Žal mi je, da rezultata na 10 kilometrov, takrat, ko sem bil najboljši, nisem izboljšal. Jaz sem pač v svojem prvem resnem teku na 10 kilometrov potekel teh 28:32, 14 dni po tistem sem tekel še enkrat 28:41, žal pa v letih, ko sem bil dejansko bolje pripravljen, kot je bilo recimo 85, 86 ali pa na vse zadnje 90, se ni poklopila nobena tekma na tak način, kot se je ta v Lozani. Vrhunski pogoji, se pravi idealna temperatura 18 stopinj, vrhunska konkurenca, publika, ki te ponese in v takih situacijah moraš izteči. Ja, 28:32 je izjemen rezultat, ki ga v 39 letih so ugotovila še noben dosegel. Mislim, kaj pa je bil recept, recimo, da ste to dosegli? Večkrat smo razpravljali tudi v zadnjih letih, ko so se atleti poskušali najprej spustiti po 30, pa potem približati 29, no to je Mitji Krevsu zdaj recimo uspelo, blizu 29 je prišel, ampak do vašega rekorda je še daleč, ne? Pa vendarle, to je 40 let nazaj, danes so, rekel, treninški protokoli izpiljeni, danes vsak rekreativc lahko na pamet pove, katere fartleke, intervale in kaj mora počenjati za kakšen napredek. No. Tudi, rekel, tehnologija copat, pa stes, pa ni, da ni prehrane, če so že pri tem, ne, je izpiljena, pa vendarle, ne. Kaj je bilo tako bistveno drugačnega takrat, da ste, rekel, vendarle nekaj slabših pogojih dosegali tako izjemne rezultate, ki bi danes, če bi jih utežili z vsem tem, kar sem povedal, bili najbrž še bistveno boljši. Ja, kot prvo, konkurenca v tekih na srednje in pa na dolge proge je bila takrat bistveno širši krog je bil tekačev. Ti recimo konkretno že v mladinskih letih, če nisi tekel izpod 9 minut, si praktično v klubsko ekipo nisi prišel zraven. Mi smo imeli v posameznih primerih, recimo povpreček prvih 10 tekmovalcev v teku na 1500 metrov za atletsko društvo Kladiver leta 82 je bil spod 3,50. Danes na prste ene roke lahko preštejete, koliko tekmovalcev v Sloveniji gre spod 3,50. Mi smo imeli povprečje prvih 10. To je ena. Druga zadeva je, bilo je več dobrih kvalitetnih dirk. Recimo danes se da bistveno lažje izteči dober rezultat v teku na 3 km, tudi na 5 eventualno, kot pa na 10. Redke so tekme, ki bi omogočile tek nekje na 28:30. V mojih časih je bilo sicer tega malo več, kljub temu pa, kot se rekel, žal tudi meni ni uspela dirka takrat, ko sem bil res dobro pripravljen. Recimo, jaz sem bil odlično pripravljen leta 1984 za olimpijske igre za Los Angeles, vendar žal teka na 10 km v tistem času ni bilo enega kvalitetnega. Tisti edini poskus, ki sem ga imel v Londonu, pa je bil čista katastrofa. Prvi krog za 74 sekund, naslednji 59, pa 74, pa 59, ker tisti, ki je probal to, ve, kaj to pomeni. Po 4 krogih dobesedno si
stekleni, ne moreš še gledati, ne moreš. Tako da sem otekel takrat svoj najboljši rezultat na 3 km, 7:53, ampak že v času, ko se dejansko, ko se reče temu, vrgo puško v koruzo, pustil vse skupaj in v bistvu stekel zgolj na svežino to. Tako težko bi zdaj primerjave se potegnile takrat, danes, sem rekel, bistveno večji širina kvalitetnih tekačev je bila, čeprav je zanimivo, toliko tekačev, ko danes teče, jih nikoli v zgodovini Slovenije ni. A veste, zdaj, ko se bo začele priprave na Ljubljanski maraton in ponovno bo 10, 15, 20 tisoč ljudi se pripravljali cel mesec, 2 meseca za to, da bo iztekli v Ljubljani. Ja, mislim, da je eden od državnih prvakov v maratonu dejal, da zadnja leta na teh tekmovanjih zmagujejo sam še malo boljši rekreativci, malo se je pošalil, malo v resnici o tem, ampak da imamo ogromno odličnih, skoraj da v narekovajih profesionalnih rekreativcev, imamo pa zelo malo, rekel, pravih profesionalcev, ki bi posegali, rekel, po najvišjih mestih, pa po najboljših časih, tudi, rekel, po zgodovinsko najboljših časih v Sloveniji. Ja, res je, čeprav imamo tudi nekaj dobrih tekačev, recimo Primož Kobe je že eden izmed takih, ki je kvalitetni tekmovalec, ki je žal mogoče svoja najboljša leta že zamudil. Recimo Mitja Krevs bi lahko bistveno več napredoval, on je bil tudi nekaj časa član našega društva. Vem, da ga takrat kolega, ki ga je sponzoriral, tudi bivši tekač Vojko Rezenšek, prepričeval naj začne teči daljše proge. Mitja si temu ni dal dopovedati, tekel teh 800, 1500, in če bi takrat se preusmeril tek na 5, mogoče 10 km, bi verjetno rekord danes ne bi govorili več o mojem 39 let starem rekordu, mogoče bi Mitja takrat iztekel boljši rezultat. Vendar to je tako, dokaj ne poskusiš, ne moreš vedeti. Ja, kakšne stvari pač imajo svoj čas, ne? In ga potem ni več, ampak prihajajo pač novi, pa se lahko učimo ali pa učijo na izkušnjah tudi od vas. Če se vrnemo nazaj v tisto leto 83, ko ste bil vendarle na prvem svetovnem prvenstvu v atletiki v Helsinkih, pa vendarle udeleženec teka na 10.000 metrov, kaj se takrat tam dogajalo? Žal je tako, da kot sem rekel, sem v koncu junija iztekel ta rezultat 28:32, ki je bila potem na nek način norma, vendar priprave za svetovno prvenstvo so bile, bi rekel temu, dobesedno disaster. Namesto, da bi se umiral, pripravljal, treniral, mogoče iztekel tam še boljši rezultat, sem vmes imel tekme, ki se je sicer uspešno tekel, tako sem tekel v Atenah, se zmagal v teku na 3 km, 7:57, 2 dni potem 10 km, 28:41, naslednji dan 13:55 in to te sprazne. Tik pred odhodom v Helsinke smo morali obvezno nastopiti na državnem prvenstvu Jugoslavije, se pravi 3 dni pred kvalifikacijami v Helsinkih sem tekel še 5 km na državnem članskem prvenstvu, sem sicer zmagal, vendar ko sem prišel v Helsinke, sem prišel dobesedno že skorjen in ni bilo nobene možnosti. Čeprav tek ni bil slab, tek bi sedaj so zmagovalci takrat tekli nekje okoli 28:04. Ker je bilo svoje dokaj primerno tempo. Ja, jaz sem si malo statistiko pogledal tistega finalnega teka v Helsinkih. Alberto Kova je dobil Italijanu v silovitim finišem tisto dirko, kasneje čez leto zmagal tudi na olimpijskih, no, to sta bila 2 njegova največja dosežka. Ampak takrat se tekl z boku enim z največjimi imeni tistega časa. Gledal sem, tam je bil Portugalc, Carlos Lopez, kasnejši svetovni rekorder v maratonu, pa Mamede, pa vzhodni Nemci so bili tam, Etiopci, Kenci so prihajali, Alberto Salazar, razvpiti trener zdaj, je tudi tekel v tistem finalu. Ste spremljali to finale, potem pa razplet dirke? Sem gledal, seveda, jaz sem tekel že predtem, tudi v Lozani, ko sem tekel rekord, sta tekla in Kova in Mamede. Mamede je takrat celo štartal na svetovni rekord zraven in je bil uspešnejši od Kova. Je pa res, da Kova je bil dokaj dober finišer, ki je potem izkoristil to
priložnost, ki je dobil tam v tem teku, tako da je bil na nek način je presenetil. Takrat se je tudi malo več računalo, mogoče tudi od tega vzhodno-nemških tekačev, tam sta bila Schlittauer pa Kunze, ki sta bila oba dobra tekača, vendar je pač Kava v pravem trenutku, tako takrat kot naslednje leto na olimpijskih igrah, bil najboljši. No, ker ste bil v stiku z vso to svetovno elito, ste kdaj primerjali svoje treninške dnevnike, ste se učili med sabo, recimo v kakšnih treninških pristopih, ali so bile to bolj, rekel, varovane skrivnosti, ki jih je vsak sam zase? To je bila kar posebej varovane skrivnosti. Mene sicer žal osebno, da nisem imel možnosti v teh letih oditi na višinske priprave v Mehiko, ker so se zbirali takrat recimo dolgoprogaši, ker tam si pač imel, na teh pripravah si imel možnost dejansko, da vidiš, kako ljudi trenirajo, tudi trenirati z njimi skupaj, čeprav je bil to vedno dvorezen meč. Naš klubski kolega Numan Ukić je šel na priprave v Mehiko, ko se je pripravljal za normo doseči za olimpijske igre v Moskvi, vendar gore je postavil dobesedno praktično vse rekorde tega kampusa v Ciudad de México, ampak rezultat, ko je prišel nazaj, je bil katastrofa, ker moral si znati trenirati. In je pa res, da marsikdo, predvsem iz vzhodnih držav, so se takrat pomagali predvsej tudi verjetno s prepovedanimi sredstvi. Pa se je o tem takrat že govorilo o dopingu nasploh, ali se je samo še petalo po kuloarjih? Bilo je, recimo te za Fince pa krvni doping se je takrat kar že precej glasno šepetalo, da so pač prihajali iz višinskih priprav tako ali drugače zraven. Za dolgoprogaše se v tistih letih recimo ni ravno toliko, da uporabljajo vsekakršnekoli substance. Vedeli se je za metalce, da uporabljajo anabolične steroide in podobne stvari, medtem ko za tekače ravno ne. Da bi rekel, da je bilo to na vse zadnje tiste, ki smo jih poznali, za katere se je vedeli, so bile vse potencialno zelo nevarne. A veste, še danes aktualni kakšni amfetamini ti lahko povzročijo hude posledice v vročini. In zato se predpostavlja, da velika večina tekačev je čistih. Bil je veliko presenečenje, recimo v mojih časih šok, ko so finskega atleta Marti Vajinija dobili na doping kontroli, da uporablja anabolike. Zakaj, kako anabolike, če jih imajo pa samo metalci. Potem gotoviš, da pač znanost gre naprej, da se določene stvari lahko uporabljajo tudi za druge namene. Da bi pa imeli občutek, da so ostali boljši zaradi tega, ker uporabljajo prepovedana sredstva, pa recimo jaz osebno takrat v tistih letih nikoli nisem imel. Pa če se ozremo na danes ima VADA, pa tudi vse nacionalne antidopinške zveze in tako naprej, malo bolj celovit pregled nad vsem tem, več kontrole, bolj sistematično se to spremlja, se mi zdi, da je vendarle dopinga mogoče manj tudi zaradi tega, ali si pač ta doping najde druge poti, pa vendarle je prisoten. Zagotovo ste tisti, ki je pa, mislim, ko bi rekel, dejstvo je, da doping zagotovosti je, verjetno ga je manj, kakor ga je bilo včasih, zaradi tega, ker so možnosti, da te dobijo bistveno večje. Od nenapovedanih kontrol do bistveno bolj izpopolnjenih postopkov za odkrivanje, tako da tisti, ki se grejo podati na to pot, morajo hudo veliko denarja vložiti za to, ker se pa vprašanje, kako se v atletskih razmerah to splača. Zagotovostjo ga je bilo bistveno več, recimo, predvsem, ste rekel, v metalskih disciplinah, ki se spomnim primera iz sredine 80-ih let, ko sem tekmoval na Norveškem in sem bil cimer z enim izmed ameriških metalcev, Andy Wolf, 4. na olimpijskih igrah, ki je bil takrat v Los Angelesu umeto krogle. Celo imel je v bistvu ne ravno slovenskih korenin, ampak je bil iz naših logov, kot njegovi starši so bili kočevski Nemci.
Jaz sem bila v sobi, tako sediva in on se potem malo zafrkaval, malo norčeval iz jugoslovanskih metalcev. Takrat so enega izmed jugoslovanskih metalcev, Lazareviča, ujeli na doping kontroli. In ko jaz gledam tega tipa, mislim pa, šok božji, pa ti si nadopingiran na polno. Vendar, seveda, on je bil čist. Dokaj dolgo niso, to leto so namreč spremenili sistem, uvedli so masni spektrometer v ugotavljanje anabolikov in prej te veljalo pravilo, da če 14 dni nisi jedel tega, si bil čist, no, potem se jih pa množično ujel. Množično. Svetovni pokal v Canberri je verjetno bilo veliko tekmovanje z največ ujetimi grešniki. Pričemer en kup se jih je seveda v trenutku, ko so začeli ugotavljati, kaj se dogaja, poškodoval in odšli domov. Stari triki, ja. No, evo, se pravi, če ostanemo še malo v 80-ih, prej ste omenili, kam bi lahko prišel z 10.000 metrskim časom, rekel ste 18:32 je bil odličen, ampak imel ste še manevrski prostor, da bi se, mogoče meje 28 minut lahko približal, če ne v sezoni 83-84, pa še kakšno sezono kasneje. Jaz sem domneval, da bi recimo nekje blizu 28 minut lahko tekel. To je bil po mojem nekje moj limit. Je bil. Jaz mislim, da sem bil celo najboljši, sem bil leta 90, ko so se pripravljali, takrat sem sicer relativno malo tekmoval na stezi, takrat sem se več ukvarjal s cestnim tekom v Italiji, vendar se to leto odločil, da bom računal, sem takrat prvič se poskusil maratonov. Tekel sem štokholmski maraton 2018 in pričakoval, da me bo takratni zvezdni kapetan poklical, da bom nastopil v Splitu. Zato sem se tudi intenzivno pripravljal, predvsem val dežine, in ko sem bil na pripravah na Roglih, sem dobesedno bil najboljši verjetno kadarkoli. Žal se potem zadeve so se razvile drugače, nisem tekmoval namesto rezultat na stezi, sem potem seveda dosegel nekaj zelo dobrih rezultatov na cestnih tekih, vendar to seveda ni to. Recimo primer, mi smo skupaj tekmovali v Italiji soboto, nedeljo z tekmovalci, ki so šli potem teč med tednom v 10 kilometrov na en italijanski miting, kjer sem šel takrat v Štokholm na maraton, in ti kolegi, lahko rečeš kolegi, ki smo veliko skupaj tekmovali, so tekli med 28:30 do 28:40 v tistem teku, pri čemer so bili vsi na cestnih tekih v Arezzo in Città di Castello, kjer smo tekmovali, bili 10, 15, 20 sekund slabši od mene. Če malo primerjava tudi situacijo takrat na situacijo danes, danes smo recimo en atlet, mogoče malo več manevrskega prostora, da se sam odloča, kje bo nastopal, kje bo lovil norme, kjer tekmo bo zavrnil. Takrat, če vas prav razumem, je bila zveza v osnovi tista, ki je določala tudi obvezno prisotnost atleta na določenih mitingih, prvenstvih in tako naprej. Hkrati pa tudi sami niste mogli kar izbirati tekem, na katere bi potovali in eventualno podirali rekorde, dobivali kakšne norme in tako naprej. To bi težko rekel. Ni bilo enostavno niti takrat, niti danes. Mogoče takrat bila zveza tista, ki ti je precej stvari določala, vendar se je dala še priti na mitinge. Tako se recimo sem nekatera tekmovanja si dobesedno urejal sam. Danes je večji problem za tekmovalce, če nimajo dobrega menedžerja, praktično ne pridejo nikamor. In tole je eden izmed problemov, ki zdaj vidim v tej svetovni atletiki, je ravno to, ta World Rankings, ki ga zdaj postaja eno izključnih meril, je izjemno nepravičen. Ker če ti nimaš enega vrhunskega menedžerja, ti danes na diamantno ligo nimaš nobene možnosti, da prideš. Pa si lahko dober, res dober, ampak so možnosti zelo, zelo omejene. Recimo v teku na 400 ovire imajo pa zapolnijo 8 stez. In menedžerji so tisti, ki danes postavljajo, in tukaj bo morala svetovna atletika, pa tudi evropska bo verjetno morala nekatere stvari spremeniti. Zraven, da bo lahko prišli.
Jaz sem seveda pozdravljam, da imamo pač zdaj bistveno več možnosti za tekmovanj, kot je recimo Evropsko U23, ki ga v mojih letih ni bilo, recimo potem svetovna prvenstva U18, U20, ker v naših časih tega ni bilo, da imajo vse možnost ti tekmovalci iz prehoda mladinskih v člansko kategorijo, da imajo motiv, da lahko tekmujejo, da lahko nastopajo. Zdaj rekel, na veliko mitingov pa praktično skoraj da ni možnosti, da prideš. Se pravi, mlajši atleti imajo dokaj destimulativne pogoje, pravite. No kaj pa, eno trenerjem je dejal, da so tudi norme, recimo, malo sem si ogledal norme, recimo za svetovno prvenstvo, ki je pravkar minilo, mislim, da je bilo za 10.000 metrov norma 27-28, za olimpijske, če se ne motim, bo še hujša, za 10.000 metrov menda okrog 27-10, ki tazga se piše, to so nore norme, ki jih mogoče, rekel, samo peščica atletov lahko doseže. Zakaj so take norme, Sebastian-Coe za Svetovno atletsko zvezo se odloča oziroma kje je vzrok za to, kaj bi bilo potrebno narediti, da mogoče bi tudi z normami pritegnili mogoče malo širši nabor atletov v te discipline? Tu se popolnoma z vami strinjam. Norme so idiotske. Norme so postale take, recimo v posameznih disciplinah, če dosežeš normo, si kandidat za medaljo. Skoko s palico, skoko v višino, če imaš recimo posebej za dvoranska. Norme pač delajo zato, da lahko minimalno število atletov pripeljejo na tekmovanje, da lahko potem kasneje podelijo, tako kot se zdaj dogaja, recimo Evropsko prvenstvo v Münchnu, ko se tudi naši tekmovalci recimo niso uvrstili po normah, ampak se uvrščajo preko tega World Rankings. Dobro, tukaj imamo zdaj neke evropske tablice, s katerimi bo. To pomeni, da se ljudje dobesedno zgorijo v lovo za norme in potem pridejo v bistvu samo bolj kot neko številka. Tako da jaz osebno menim, da bi morali biti norme normalne, bolj prilagojene, recimo konkretno za svetovno prvenstvo teku na 10 km, je po mojem mnenju še vedno čisto lepo realna norma 28-30 ali pa 28-45, kot je bila nekoč zraven. Vse to je čisto pretiravanje, ker ti ima samo zgolj peščico tekmovalcev, ki to iztečejo. Enako tudi velja za 5 km, za tudi ostale discipline. Mislim, da to, ko delajo, enako kot se zdaj dogaja v recimo, je predlog, da bi se naj uvedli repesaži v atletiki, tudi se mi ne zdi smiselno. Ker tukaj pa potem onemogočiš nekaterim tekmovalcem, recimo sistem, ki je bil do zdaj uveljavljen, recimo najboljši prvi, drugi, tretji in potem trije po rezultatu, se mi zdi še vedno bolj smiseln, kakor pa tisti, ki je pač favoriziraš tiste, ki bojo seveda so mogoče boljši v finišu. Onemogočiš te, ki bi mogoče na tempo naredili, ki bi lahko mogoče tudi v finalu naredili zanimiv tek. Tako bo se pa postavil vse bolj in bolj, recimo smo v tekih srednje proga, 800, 1500, da bojo tekme postavile vse bolj in bolj kalkulantske. Samo še taktični boje, nič več prave poslastice. Ste spremljali zdajle svetovno prvenstvo v Eugenu, boste tudi naslednjega v Münchnu najbrž? Nekaj malega sem, bolj sicer preko spleta, te zadeve nisem pa po noči nisem vstajal, pa da bi gledal v živo. Tako da tokrat ne. Vas je kdo posebej navdušil od tekmovalcev ali pa kakšen dosežek, ki je bil dosežen moče na stezi? Seveda, navdušila sta me v prvi vrsti, sta me oba Slovenca, Tina Šutej, s 4. mestom in pa seveda Kristjan Čeh, ki je fenomenalno tekmoval to prvenstvo. Drugače pa seveda so cela vrsta plejada rezultatov, ki je bila, da so bili resnično vrhunski. Da bi rekel, v tekih na 5-10 km bi pa težko rekel, ker tu se tudi imena dosti tako hitro menjujejo, da težko jih je poznati zraven. Včasih postajajo res mogoče malce preveč že dolgočasno. Ta prevlada Afričanov je, pri čemer tukaj svetla izjema Norvežan Ingebrigtsen,
ki pa tako trenira po kenijskih načelih in tudi živi velik del časa preživel dol v Keniji. Se pravite, da Ingebrigtsen ni izjema, ki potrebuje pravilo, oziroma ni ptica, ki nosi sporočilo, da bodo se belci vrnili kot konkurenčni so tekači, rekel afriškim tekačem, ampak je bolj ne kot en izjemen posameznik, katerega era bo trajala, kot časa bo, potem pa. No, jaz mislim, da se bojo stvari počasi, se bojo tudi tukaj malce začele spreminjati. Namreč, če pogledate recimo na spletno stran Athletics Integrity, boste videli, da koliko afriških tekačev so v zadnjih letih ujeli na dopingu. Tako da bo tudi pri njih se malo nekatere stvari morale začeti spreminjati. Zaradi pred jih se eventualno niso. Ampak v vsakem primeru imajo prednost, še vedno, zaradi svojega naravnega načina življenja, ki se predvsem v mladih letih to še vedno omogoča dosti višji štartni nivo, kot ga imajo. Zadnje raziskave, ki govorijo o tem, kaj je COVID naredil svoje, tudi kar se gibalnih sposobnosti otrok tiče, je hudo. Tudi ko vidiš recimo na stadionu, ko so začeli prihajati zdaj, ko imajo te športne dneve, ko tečejo tistih 600 metrov, je včasih kar hudo za pogledati. Ja, tukaj, bom rekel, z več virov, ja, tudi jaz dobivam informacije, da so težave, da jih bo treba nekako nasloviti, kako, še ne vemo čisto dobro. Ena stvar še, mi zdaj prišla na misel o vzhodnoafriških tekačih, marsikje po Evropi, po velikih maratonih in tako naprej, je tudi slišati že kritike, da pogrešajo več, bom rekel, tudi evropskih belih tekačev, tudi organizatorji bi raje imeli morda še kakšnega dobrega belca za zmes, ne samo Kenijcev, Etiopcev. Danes, bom rekel, tudi kakšen slovenski tekač reče, da se tudi na prestižnih domačih dirkah ne da več zaslužiti evra, ker pač pridejo mogoče tudi kakšni drugorazredni tekači iz vzhodne Afrike in pač poberejo tistih par stotakov ali kakšnega tisočaka, ki pa svoje čase bi bil mogoče bolj na voljo tudi lokalnim tekačem. Ja, res je. Kot sem rekel prej, svoje zadnja leta, ko sem se ukvarjal še s tekom, lahko rečeš profesionalno, sem tekel ogromno tekem po Italiji, na teh uličnih tekih, po maratonih zraven. To je bilo še čas pred množičnim prihodom afriških tekačev tudi v Italijo. Zdaj jih imaš celo vrsto, ki so nastanjeni v Evropi, ki tukaj ko je tekmovalna sezona v Evropi, pridejo sem, živijo in jih menedžerji potem dejansko vodijo v tekme na tekmo. Tako da se kar precej se tukaj spremenilo in verjamem, da recimo konkretno Ljubljanski maraton je sicer ima na nek način dober rezultat, ampak veste, tam je tako, da tečejo prvi, drugi, tretji, četrti, tečejo 2, 6, 7, 8, 2, 10, potem imate pa vakuum in pa se začne nekje okoli 2, 25, 15 minut se praktično ne dogaja ničesar. Tako, ja, in to je problem tudi slovenski tekači, potem kdaj potarnajo, da recimo ni nobenega zajca tam za 2.20 ali pa za 2.25 ali pa za 2.15, ki bi jim pomagal recimo napredovati na domačih tekmah in kaj takega. Ja, ta vakuum recimo je problem. V 80-ih se je pa dal tudi od atletike ali pa od teka, cestnega teka celo preživeti, boste rekel. Ja, v Sloveniji ne. Kot sem rekel, takrat nas je vrsta tekačev, nas je dosti tekmovalo. Predvsem v Italiji, ker je bil jogging izjemno dobro razvit, že v 80 letih Italijani so imeli vrsto vrhunskih tekačev v 80 letih, kot že prej omenjenega Alberta Coa, potem so bili tukaj Francesco Panetta, ki je bil svetovni prvak v teku na 10 kilometrov, drugi in pa svetovni prvak v steeplechasu, pa potem Brodin, ki je zmagal na olimpijskih igrah. Tako da tek je bil takrat v tistih letih izjemno razvit, zelo hitro se je razvijal in tudi nagrade so temu sledile, tudi tekme so temu sledile, tako da v teh letih se da. Danes jaz težko predstavljam, da bi
recimo tekač mojih sposobnosti, ki se lahko profesionalno ukvarjajo z tekom. Zato pač človek prav razume, da nekateri, da recimo treniraš do konca študijskih let, potem pač moraš enostavno se odločiti ali služba ali karkoli. To je vedno, potem ta odločitev je vedno zelo težka, je zelo to, da se da študirati, pa da se da profesionalno ukvarjati z atletiko, to je skoraj da nemogoče. Da se delati izpite, vendar tako napreduješ v to, ampak v vsakem primeru pa zaostaja za generacijo, ki ti dela. Vem, recimo tudi na svojem primeru, da sem do absolventa prišel v rednem roku, vendar potem, ko sem se zavestno odločil, da sem z atletiko začel profesionalno ukvarjati, so moji kolegi, recimo moj dober kolega, sicer zdaj že pokojni, je postal profesor na fakulteti, pri katerem sem opravljal zadnje izpite. No, vi ste imeli tukaj potem 10-letni zamik, v bistvu, ker ste svojo kariero potegnili tja do 32-33 leta. Potem zadnjo tekmovanje, za katerega sem se pripravljal, je bilo svetovno prvenstvo v Stuttgartu. Takrat sem se pripravljal v maratonu, žal neuspešno. Pač včasih moraš imeti tudi srečo, da lahko, predvsem v tekih je to izjemno pomembno. Recimo tekel sem londonski maraton in tisti, ko pozna londonski maraton, ve, da ko se tečeš zadnjih 15 km, ponovadi je veter v hrbet. No, tisto leto je bilo seveda nasprotno, smo imeli zadnjih 15 km v prsa in tudi rezultati so bili povprečno, ne moj, ravno ne, ampak od zmagovalcev 3 minute slabši, kot je bil. Tako da mi ni uspelo izteči norme in po tistem sem se pač odločil, da zaključim študij in tako potem sem se zaposlil na šoli. Ja, vi ste uspešno doštudiral tudi, rekel, med svojo atletsko kariero. Sem govoril recimo z Marušo Mišmaš na tem podcastu, pa s Klaro Lukan, obe dve sta prizadevni študentki, ampak pravite, da je potrebno biti zelo dosleden, discipliniran, priden in pač, da te dve stvari lahko usklajuješ in uspešno peleš naprej. Zdaj, Klara Lukan, če se ne motim, je vaša tekačica, ampak trenutno jo pestijo poškodbe. Ja, žal je, Klara je tako je članica atletskega društva Kladiver Celje. Žal se je zgodila ta poškodba, mi smo pričakovali, da bo letos napredovala, lani je fantastično tekla, tudi zimska sezona je bila izjemno uspešna. Tako Klara kot Maruša, ki spremljam eno in drugo že nekaj časa, sta uspešne tako v šoli, kakor v atletiki. Vendar pride točka, na kateri se bo treba prej ali slej se odločiti, ali eno ali drugo. Veste, ko se rekel, da se izpite delati, ni problem, da ti pravno, formalno napreduješ v tem. Vendar se generacija, kot isto kot tista, ki se odločila za stroko, zraven napreduje. Ti pa ne. Ti si sicer naredil do tiste točke, ko si, vendar žal potem, ko prideš, ko se recimo, če ti kariera traja dolgo časa, recimo 10 let, 12 let, ko ti prideš na svoje prvo delovno mesto, ugotoviš, da tvoji sošolci so že v tem času, že imajo 6 let delovne dobe in so že začeli, če so vse tako uspešni, kot si ti, so že pač napredovali na takih drugačnih področjih. S tem se treba soočiti. Ampak vi ste tudi, rekel ste, potem zgodovinar, zdaj ste direktor Provinskega muzeja, ste tudi, uspešen uspel kariero zgraditi na področju, ki ga, moče imate še rajši kot atletiko. Ko sem po končani gimnaziji, se bilo treba seveda odločiti, kaj naprej. Jaz sem se za zgodovino odločil že v osnovni šoli. Vmes sem sicer malce kolebo, vendar takrat se je bilo treba odločitev, ker ni bila enostavna. Treba se odločiti, ali zapustiti skupino in iti v Ljubljano na študij, ali pa poskusiti trenirati v Celju in potem seveda se pač dobesedno voziti v Ljubljano vsak drugi dan. Da sem se pa odločil, ker je mogoče bila zelo dobra odločitev, jaz sem zelo intenzivno treniral v mladinskih letih. Treningi, ki sem jih takrat delal, so dejansko bili hudo naporni. Jaz sem 2-krat na dan treniral v času, ko sem hodil v gimnazijo in je mogoče tiste 2 leti
so mi rešile do te točke, da sem lahko potem zdržal še dolgo časa potem. Ker sem potem prvi pa drugi letnik sem praviloma treniral samo enkrat na dan in potem, ko se je šlo v tretji letnik faksa, sem se potem dejansko začel ponovno 2krat na dan trenirati. Tako da mogoče ta pauza, ki ni bila pauza, ki je bila seveda, sem treniral ves čas, ampak rezultatsko nisem napredoval, tako kot sem v mladinskih letih. Mogoče mi je omogočila to. Je pa res, da sem rekel, jaz sem študiral zato, da sem naredil izpite, da sem se lahko vpisoval. V trenutku, ko je bilo treba malo več narediti, vse pa zadeve so se začele ustavljati. Zato sem, ko sem prišel do absolventskega staža, sem prišel v rednem roku, do diplome pa hudo kasneje. Sicer mi ni prav nič žal, ampak kot si rekel, kolega, s katerim smo skupaj delala faks, je v tistem času bil že profesor na tej isti fakulteti, tako da zadnji izpit sem delal pri njemu. Se ve, kaj je on v vmesnem času počel, kaj so pes. Res pa je, da sem imel 10 let atletike za sabo. No, najbrž vam tega ni žal, ampak vseeno, vaša atletska kariera je bila še vseeno impresivna. Česa vam je pa najbolj žal? Mogoče tega, da niste uspeli priti do teh cenjenih olimpijskih iger, mogoče česa drugega, da niste mogoče zrušili svetovega rekorda na 5000 metrov ali kaj podobnega? Ne, tisto, kar mi je žal, mi je to, ko ste rekli. Žal mi je, da nisem bil na olimpijskih igrah. Takrat, ko sem bil najboljši, ko bi dejansko bi lahko šel, se rekel, niso se mi poklopile tekme. Žal nismo bili, mi smo vedeli za tekmovanje v Firencah, ampak žal Italijani so imeli to zaprto, so imeli samo zgolj za italijanske tekmovalce, tako da takrat nisem mogel štartati v Londonu, kot sem pa prej to omenil, pa ni. Tako da če mi je to, mogoče mi je žal, da nimam boljšega rezultata v teku na 10 km. Potem, ko zapera to rekord, pa enostavno ne moreš, se pač nikoli ni poklopil. Rezultat je bil dober, je bil kvalitetni, je bil na meji tistega, kar smo bili sposobni, in če se ti ne poklopi v tekmi vse, ne gre. Pač nisem strokovnjak z tega področja, ampak če bi dal na neke tablice oziroma potočkoval rezultat Petra Sveta 13:32 in vaš rezultat 28:32, je njegov globalno boljši? Ja, jaz mislim, da je mislim, da po starih finskih tablicah, pa madžarskih, da je bil boljši. Tako da jaz menim, da recimo 13:32 ustreza recimo v enih 28:20. Ne veliko narazen, če smo že videli. Da se bo pa lažje izteči 13:32 v teh razmerah, kakor pa 28:32. Ko se rekel, dobre tekme v teku na 10 km so danes zelo redke. Recimo ena izmed tistih takih tekem je zdaj ta nov princip, ki ga imate, to, da je recimo noč tekačev, kot je bil recimo, ker je tekmoval Mitja Krevs, ki je šel mislim, da v drugi skupini 29:10, ali pa kot je recimo Vid Butolin zdaj tekel tudi v Belgiji, ker je bilo, mislim, da 6 ali 7 tekov na 5 km, da so to edine možnosti, ker so bo dali steči dober rezultat. Lahko tudi na kakem mitingu, ampak tam so možnosti manjše, kot je na kvalitetnih mitingih, ponovadi za zajce poskrbijo, da tečejo nekje okoli 13:0 in tekov na 13:30 pa je relativno malo. To bi potrebovali, enako kot ste rekli. Morda, če bojo na kakem ljubljanskem maratonu, da bo šel zajec na 2:15, potem boš pa imel z gotovostjo dobre, kvalitetne slovenske tekače. Če bojo to vedeli, se bojo potem načrtno pripravljali za to. No, zdaj na pričujočem evropskem prvenstvu, ki se začne čez še slab teden, se mi zdi, bo imel tudi maratonca, Primož Kobej ima normo, da bo lahko tekel na tem tekmovanju, ampak kakšen je pa, rekel, vaš pogled na slovenski maratonski tek v prihodnjih letih? Imamo zdaj na stezi kar nekaj obetavnih atletov, kaj pa na cesti, tudi pri ženskah recimo, zdaj Neja Kršinar je tista, ki se bori s temi normami, pa napreduje. Pri maratoncih sta bila lansko leto Kobe pa Krevs,
tam blizu, potem pa dolgo nobenega. Imamo kakšnega maratonca, ki se zdaj kuje, pa bo v prihodnjih letih lahko posegal, ali pa maratonko? Težko bi rekel, da bi lahko, da je, ki ste že omenili, ampak tako Primož je že kar v letih, dobro, ne, niti ne, da bo kdo dober. Žal tekača, kakor je bil Mirko Vindiš, še lep čas ne bomo imeli v Sloveniji. Kot je Mirko, so moje pojme bil pač najboljši maratonc, morda Roman Kejžar sicer ima rekorde, vendar Mirkotovi rezultati, 14. mesto na svetovnem prvenstvu, to je res fenomenalen rezultat. Tega zlepa ne bo. Imajo pa maratonci vse eno srečo, to je, da pri njih zapenjanja z normami ni. Norme so normalne, kakor toliko normalne, kajti tukaj pa res ima interesov in svetovni federaciji, IAF kot EA, da čim večje število maratoncev teče na teh tekmanjih, kajti tam je pač vseeno, jih spustiš 60, 70, 80, najslabše, da jih spusti samo 20. Se pravi, menite, da je 2:11:30, ki je bila tako, mislim, da se za svetovno in za olimpijske igre ista norma pri moških, pa 2:19:30 za ženske, sprejemljiva norma, ki bi jo mogel nek visoko rangiran maraton svetovnega nivoja dosegati? Ja, mislim, da, ker če pogledate rezultate, ki so šli, kaj je naredil maraton, recimo, če primerjam z rezultati takrat, ko sem tekmoval sam, še je bil svetovni rekord v maratonu 2:08. Danes je 2:02 še zraven, se pravi za 6 minut je napredoval. Je napredoval tudi tekel na 10 km, takrat je bil 27:20, danes je 26, mislim, da 30. 16 iz lanskega leta, ja, tako. Ja, in je sicer razlika, vendar maratona bistveno večja. Sploh pri ženskah pa to sploh ne predstavlja. Tam je pa skok v maratonu bil še dosti večji, kajti v 80 letih je maraton ženski bil šele v povojih zraven. Tako da jaz verjamem, da bojo stekli, da bojo zlaufali, pa slabih norm tudi ni več. Nobena izmed njih ni. So pa malo manj, ampak če jo primerjate z normo v skoku v višino, je to seveda že dosti šibkejše. Pač na tablicah 2:11:30 gre, mislim, da vse njih 80 malče, pa mislim, da sem premajhno številko rekel. Ja, glede na tokijske olimpijske igre, ja, jih je bilo, mislim, da normiranih več kot 100 pri moških, to je res, ja. No, omenili ste Mirka Vindiš, jaz se spomnim tam koncu 80-ih enega naslova v časopisih, Mirko Vindiš, najhitrejši Jugoslovan, mislim, ne vem, je bilo to z olimpijskega, je bilo svetovnega prvenstva, tista fotka, prav spomnim se je. Atletika, maraton tudi bilo kar popularno, takrat so jo spremljali mediji. Kako, bom rekel, popularna ste bil pa vi? Ste se tudi pojavljali v časopisnih člankih, imate moče spravljene kakšne izrezke iz 80-ih, ko ste dosegli, recimo, najboljše uspehe? Se pojavljalo, pač po kakih uspešnih tekih to je bilo. Zdaj, da bi nekaj načrtno shranjeval, tega nisem, niti takrat nisem zraven. Mislim, da imam doma v eni mapi, da imam nekaj te, ampak se rekel, jaz imam sicer zelo natančno statistiko, imam zelo natančno urejene dnevnike treninga, v časopisih izrezkov pa žal ne. Enako kot nimam, bi rekel, posebej shranjenih ne pokalov, ne medalj in nobene teh zadev. Nimate posebne sobe, kjer bi se to vse dičilo in svetilo? Ne, žal ne. Prej sem govorila, no, tam je zdaj še prišlo na misel tudi v tem usklajevanju, rekel, profesionalne neke kariere po atletski zdaj, da dava kakšno sporočilo tam tudi mladim, tam zunaj, ali eno ali drugo, pa vendarle, splača se tudi zasledovati neko atletsko kariero, če je človek dober. Kako so recimo, pa čisto praktično, ta vaša atletska leta, se vam štejo zdaj v delovno dobo, imate to kot zavedeno, pa boste s temi leti šli lahko tudi v penzion, ali kako to zdaj se šteje? Nekaj imam urejene, imam pa seveda vmes, imam tudi en del, bi rekli temu nulo, praznega teka. Tako da takrat je bilo obstajala možnosti, mi smo dobili kot prvi, smo dobili možnost uveljavljati status vrhunskega športnika, ki se šteje kot delovna doba. Že tako, da smo za nazaj, to je bilo
sredina 80-ih let, ko se je spremenila ta zakonodaja, ki mislim, da je še celo velja danes, da je eden najstarejših zakonov, ki ga imamo v Sloveniji, leta 86, smo imeli možnost dokupa pokojninske dobe takrat. Tako da bom pa videl, seveda, s tem se ukvarjam, mogoče v naslednjih letih bom začel resno razmišljati o tem, kdaj se bom upokojil. Predstavljam si, da mlajše atlete, ki prihajajo zdaj na sceno, tudi zanima, rekel, ta vidik, kako bodo imeli urejene finance, pa kako bodo imeli urejena zavarovanja, pa kako bodo potem imeli urejen na vse zadnje prehod v neko, bom rekel, civilno življenje po neki. Zagotovo, v vsakem primeru je res pa, da se mora to odločitve vsak sam, ki jo sprejema. Dejstvo je, da, kot se rekel, da se usklajevati in trening in pa šolo. Ampak, kot se rekel, na tem na osnovnem nivoju, ne na vrhunskem, tu se moraš pa odločiti. Res pa je, da čas za vrhunsko ukvarjanje z atletiko je samo sedaj. Ga ni, čez 5 let se ne boš mogel reči, zdaj bi se prišel iz to. Zato se treba vedno premisliti. Tukaj seveda je tudi pomoč potrebuješ staršev, pomoč potrebuješ trenerjev in pa seveda tudi društvenih delavcev, da ti stojijo, da ti lahko parirajo pri razvoju teh mladih atletov. Odločitve pa seveda so vedno na strani atletov. Z 20 in 22 leti morajo biti atleti sposobni sprejemati od lastne odločitve. Tako kot smo jih mi morali, to jih tudi danes morajo. Res pa je, da se pač podaljšalo to prehajanje v samostojnost. Tudi jaz vidim, ko gledam, imamo atlete, ki so star 22, 23, 24 let, pa še starši sprejemajo odločitve namesto njih. Kar prav gotovo na dolgi rok ni dobro. Seveda ne, ki pa. Tukaj ni. To je treba, jaz vedno pravim, da mora biti pač atleti potrebujejo, govorimo tudi vseh ostalih športih, potrebujejo podporo staršev, vendar so stvari bi morali biti ločene. Eno so trenerji in drugo so seveda starši. To imate pa pogostokrat konflikt. Da se starši vmešavajo v delo trenerjev in potem seveda nekaj časa, mogoče včasih gre, pogostokrat pa potem na dolgi rok se pa to ponovadi sviži. Pa ni atletika sam edini šport. Tukaj imate nogomet, ker recimo še bolj, ker se dogaja marsikaj, ko poslušaš od tega, da bi starši najrajši sestavljali ekipe. Plavanje, recimo včasih bil tudi zelo začino, ker pri plavanju so še mlajši začenjali in so kvalitetni rezultati prišli. Tako da je tukaj treba pač ločiti te stvari. Zato tudi tle, recimo Atletsko društvo Kladiver, pač podpiramo tle, da pomoč staršev da, vendar vmešavanje v delo v tisto pa treba obdržati določeno distanco. Izvrstno povedano, če so že pri Kladiverju, izvrstno sredino imate v tem ustvarjeno, nekaj se jih že omenila, ampak Tina Šutej je recimo vaša, Renar je vaš, Luka Janežič je tudi poškodovan, najboljši 400 metraž, pri nas je tudi atlet Kladiverja, pa Černjul, mlada Živko Vuković, Botulina so večkrat omenila. Očitno se, ali ta kvaliteta, ki se gravitira k vam, ki se koncentrira, potem tudi vleče oziroma ustvarja dobro klimo, da se rezultati tudi zaradi tega morda malo potencirajo. Zagotovo. Pač na eni strani imajo mlajši atleti, imajo vzornike zraven, lahko imajo možnost treningov z njimi, imajo možnost primerjave z njimi. Čeprav, ko ste prej omenili, Maruša Černjul, ravno v sredo se poslavljamo od nje. Maruša je zaključila kariero, tako da je v sredo se bo društvo poslovilo z enim takim, prav jutri, z enim skromno slovesnostjo. Tako da Robi Renar pa ni več naš član, bil pa je naš. Robi se po poroki se preselil na Dolenjsko, tako da zdaj trenutno pa tekmuje za Mas. Vse ostali pa seveda so. Luka Janežič je prišel k nam, ko je bil star 16 let. Naš kolega, član upravnega odbora Atletskega društva Kladiver, je poslovni partner njegovega očeta in ko je Atletski klub v Medvodah v enem trenutku prišel v krizo, ko se je iskala nova sredina, se je pač takrat ponudila in Luka je, mene res žal za njega,
ker je resnično res dober atlet in pa zelo dober človek tudi zraven, da se mu je to naredil, kar se je naredil. Tako da mi ga zdaj podpiramo v celoti. Tudi mislim, da ga Atletska zveza Slovenije popolnoma, tako da pričakujemo, da bo Luka naslednjo sezono poletno zopet tako tekmoval, kot je že. Bravo. Ja, bil je v življenjski formi, ja, ko se je to zgodilo, žal. Ampak ja, pride naslednja sezona, Luka se vrne, Kladivar žanje nove uspehe. Imate tudi izjemno trenersko ekipo, tam se je sama znana, nekdaj atletska imena, ne vem, na dolgih progah je tudi Romeo Živko, glavni trener, ki je bil tudi, bom rekel, izvrsten dolgoprogaš. Kje ste pridobili vse te, bom rekel, strokovne kadre in kako delate pač z njimi? No, vi ste vendarle predsednik AD Kladivar in imate, bom rekel, pregled nad tem, pa tudi odločitve so tiste, ki so v končni fazi vaše. Večina atletskih trenerjev izhaja iz vrst kladivarjev, iz bivših kladivarjevih atletov, recimo ravno, ko ste že omenili Rome Živka, on je pač preselil se v Celje živi, čeprav za kladivar ni tekmoval zraven. Tako da so to naši bivši atleti, tukaj je res vrsta odličnih, od Hrvoja Fižuleta, ki trenirajo skok. Tukaj je recimo Miro Kocovan, starejši, ki pri 75 letih ima verjetno zdaj svojega najboljšega atleta verjetno trenira, ki bo prekosil, po mojem bo prekosil Roka Kopitarja zraven. Tako da v glavnem so naši, recimo tukaj je Andrej Hanšek, ki je žal pripeljal Martino Ratec do 4. mesta na Evropskem prvenstvu, Saro Kolak iz Hrvaške, ki je živela nekaj časa v Celju, pa celo do naslova olimpijske prvakinje. Tako da, kar se trenerskega kadra tiče, imamo kvalitetnega in tudi se verjamem, da bo še marsikateri dober atlet tudi v mlajših kategorijah pojavil. Recimo ena takih, ki je zdaj zanimivih, po katerih se bo še verjetno slišali ravno včeraj od Anice Živko in pa Romeo Tija Tanja, ki je bila zdaj 5. na Jelku. Bravo. Ja, smo spremljali Evropske dneve, oziroma olimpijske dneve mladine. Super rezultati so bili tam. Vi, profesor Rozman, niste imeli nikoli želje postati močan atletski trener z vsemi svojimi izkušnjami? Ne. Resnično nisem imel nikoli želje biti, zaradi tega, ker to pomeni sprejemati odgovornost za atletov. In če se tega ne moreš ti 100% posvetiti, potem boljše, da ne. Jaz sem sicer ob zaključku svoje kariere, jaz sem šel zelo mehek način, sem prenehal tekmovati, sem se pač odločil, da v trenutku, ko sem nehal 2-krat na dan trenirati, da, ko sem si poiskal svojo prvo službo, da počasi zaključujem. No, takrat si bilo par želja, če bi jih lahko treniral, vendar sem povedal, da lahko skupaj treniramo, vendar odgovornosti za njihove treninge ne bom prevzel. Ko si rekel, ti s tem, ko začneš trenirati atleta, prevzemaš tudi odgovornost. Ta odgovornost ni majhna. In če nisi sposoben tega 100% upravljati, potem boljše, da se ne greš tega. In tega ker seveda sem vedel, ker so bile pač moje takratne preokupacije popolnoma druga. Ena je bila v tistem času seveda prvič poučevanje na šoli, drugo se začel ukvarjati s politiko. Takrat sem bil 2 mandata, sem bil podžupan mestne občine Celje, kasneje zaradi nezdružljivosti funkcije sem zdaj trenutno kot pooblaščenec župana, te še v tem mandatu, potem pa verjetno tako zaključujem. Kot mestni svetnik sem pa še 6 mandatov, že 5 mandatov. Ne moreš, si omejen s časom in enostavno take odgovornosti, kot je trenerska, resnično nisi želel prevzemati. Ampak, če se v trenerstvo premaknemo nazaj, Stane Rozman v atletu, slišal sem od atletov, ki so vas spremljali, da ste imeli brutalne treninge na štadionu, tudi s Kopitarjem, da ste imela stvari, ki jih danes noben ne more več poustvariti v vseh segmentih treninga in vsega ostalega zraven. Povejte mi vaš najbolj zahteven trening, ki ste ga takrat upravljali v najboljših letih. Jaz ne vem, če so bili tako brutalni treningi. Mislim, za Roka lahko rečemo, Rok je imel nekateri treningi, so bili dejansko morilski, ki jih je upravljal, to brez nadaljnega. Jaz ne vem,
Težko bi izpostavil en poseben trening. Je pa res, da sem imel ves čas kontinuiteto, ko sem rekel, sem imel to srečo, da nisem imel praktično nobenih poškodb, da sem v bistvu dosledno treniral 2-krat na dan, da je bilo popreček število treningov, je bilo 12, celo v nekaterih obdobjih, ko sem parkrat na teden treniral, tudi 3-krat, je bilo tudi po 14-15 treningov, da sem bil tudi število kilometrov, ki so šli okoli 200, ampak kakih posebnih ekstremnih treningov, mogoče res pa ni. Da bi rekel, kakšni so bili, to delajo danes tudi, bi rekel, kvalitetni tekači, ne vrhunski. Ko se spomnim za nazaj 15x400 za 63-50 sekund pauze, ni nič kaj takega, kar se ne da narediti. Sem imel kolege, ki so naredili take treninge z mano brez problemov. No, tako da, malo da damo vse v nek kontekst, tudi rekreativci, ki to poslušajo, da bodo zdaj lahko letvice postavljali, lahko naredijo 15x463. Evo, ne hecam se, ne poskušati tega doma, če niste dovolj hiter atlet. Ja. To ne, ampak recimo dobro, če se pogovarjamo to zdaj, za rekreativci zgotovo se tega ne bi mogli narediti, ampak recimo teh tekačev, ki jih imamo zdaj pri nas, ko so Vid Butolin mu je to narediti, to brez problemov in to verjetno še kaj hitreje. Ker se pravi, tisto, kar mislim, da je bilo bolje, je bila ta kontinuiteta, to ves čas, neprestani treningi, tako da dejansko smo trenirali praktično razno jesenskem delu, si bil ves čas v pogonu. In si rekel, pač malo sreče tudi z poškodbami, ker večina mojih kolegov tudi iz tistega časa so prej ali slej imeli kak operativni poseg. Mogoče ob tem še preblisk, današnji atleti se ukvarjajo z marsičim, od rehabilitacije, preprečevanja poškodb, komplementarnih treningov, na vsezadnje tudi zelo temeljito s prehrano. Ste se vi s temi segmenti ob treningu kaj ukvarjali, ali kot je, ne vem, kdo mi že rekel, moče Marjan Krempelj, da je šlo bolj na klobaso, pa na pivo, pa veliko kilometrov. Točno tako, jaz sem bil celo izpostavljen kot primer dr. Rudi Čajevec, ki je bil moj osebni zdravnik tudi vse do upokojitve, je pogosto krat uporabil moj primer kot primer napačnega prehranjevanja. Tako da, kar se hrane tiče, dejansko res nismo kakšne pozornosti. Tudi kar se piva tiče, smo pač normalno, nismo pretiravali, ampak daleč od tega, da bi pa recimo pili samo vodo po treningih in podobno ali pa med treningom. Tako da smo se znali zabavati in to, mogoče celo včasih na momente za nekatere preveč, ampak težko bi danes to komentiral, če bi še enkrat počel, bi mogoče manj, mogoče se bolj pazil, mogoče te zadeve. Vem, da z gotovostjo, da nekatere stvari, če bi imel možnosti, že takrat spremenil, da so bile žal, kot se rekel, moja želja, da bi šel na višinske priprave ali v Meksiko, ali recimo konkretno v Bolivijo, ker je bila takrat ena izmed sanj, žal so bile nemogoče neuresničljive. Pač tega suporta enostavno nisem imel. No, menda sta se tudi vaša sinova odkala z atletiko, se še pečata z njo? Moja dva sinova sta, sicer oba sta, bi rekla, tekla, zraven mogoče nekaj malega, ampak oba se še vedno ukvarjata s tekom, tečete rekreativno, ampak nihče od njiju ni bil nikoli vrhunski tekač, ni šel v to smer, tako da imata malo privzgojeno to ukvarjanje športom, ampak kar se pa rezultatov pa ni šel noben po mojem poti. Hvala za vse tole. Profesor Rozman, mogoče ob teku, rekel ste, reden tekač ste še vedno. Greste kdaj, morate vsaj pogledati, kakšno organizirano tekaško prireditev v Sloveniji ali pa na štadion, najbrž kakšen miting že morate po službeni dolžnosti, pa takrat premišljujete, vas moče se srbijo pete, razmišljate, kaj bi vi naredili? To grem še. Na posamezna tekmovanja sem prisotna, še posebej takrat, ko jih organiziramo v Celju. Zdaj na organizirane tekaške redko kdaj grem,
te, ki so v Celju, se dogaja tu pa tam, kdaj sem šel, kot je bil recimo maraton državnosti ali kot je nočni tek v Celju zraven. Na Ljubljanski maraton se ne spomnim, da bi kdajkoli bil, niti takrat, ko se še tekmoval, niti pa kasneje. Tako da nisem, da bi rekel, da sem veliko na teh tekih. Sam se rekel, tekmovalno ne tekmuje več, to so mi, grem še teč, ker sem hodil, sicer zdaj zaradi covida nisem več, potem na eno tekmo v Italijo sem pa hodil dejansko kot spomin na tiste in na to, da primeriš, kako ti, kot primer, kako ti padajo dole sposobnosti. En tek dol malo naprej od Neaplja, Cava dei Tirreni, slabih 8 km, 7,8 km, tam sem pred 30 leti bil najboljši drugi, tekel sem 24 minut, je zdaj mogoče še šel. Zanimiva tekma, taka manjša, tako da je, ponovadi smo izkoristili to za jesenski odklop, da se šel tisti teč dol, da ti je bilo pač malo motivacija, ampak to je bila edina tekma, na kateri so se, pa še ta ni bila, recimo, bi rekli, izrazito tekmovalna, ampak zgolj predvsem malo ocena svojih lastnih sposobnosti, koliko si izgubil v primerjavi z lanskim letom. Pravi, tekli boste, dokler boste lahko, ali boste tako kot slej, ko vsi tekači enkrat presedali tudi na kolo, ali pa zdaj mogoče s kolesarstvom že pečate? Ne, kolesarstvo me ne zanima, niti ne. Mi zdi celo za rekreativce eden bolj nevarnih športov, pa ne zaradi nevarnosti, da se ti karkoli v prometu naredi, ampak poznam nekaj primerov, ki so se tragično končali, zaradi tega, ker veste, pri teku nikoli ne boste rekli, zdaj bom šel pa potečeš lahkotno, zdaj pa naredil 100 metrov na polno. In ko boš naredil šprint 100 metrov, boš lahko potem samo se ustavil, pa zaustavil. Pri kolesarstvu pa, tale klanče pa moram priti gor in tistem trenutku, ko se vede napleš do zadnjih sil, se veš, da potem se boš pa lahko samo normalno peljal. Obstaja možnost, da s povečenega pritiska se kakšen strdek od lušči in potem, če imaš srečo, te zatolče do konca, če pa ne, pa potem ostaneš v vegetativnem stanju. Tako da bom se ustavil pri teku, dokaj dolgo mi bojo noge šle, tako da ne mislim zamenjati športne discipline. Odlično. Je bilo tole za konec. Profesor Rozman, ampak še zadnje vprašanje. No, ste bil tudi urednik zbornika Sledi odličnosti ob 100-letnici slovenske atletike, noter je zbranih cel kup zanimivih zgodb, medalistov in tako naprej. Vi, ki ste to urejali kar nekaj časa, imate dober pregled, rekel, nad slovensko atletiko v tem stoletju. Kam bi umestili trenutno stanje, recimo, slovenske atletike v primerjavi, bo rekel, zgodovino? Kje smo ta trenutek? Kdaj so bila najbolj zlata leta in kam lahko ciljamo čisto realno? Težko je reči. Mislim, da je zdaj slovenska atletika na nivoju tistega, ker je bila praktično celotno to. Zdaj, kdaj je bila na vrhuncu, mogoče so to bila tam konec 90-ih, začetek leta 2000, ko je tekmovala še Brigita Bukovc srebrna na olimpijskih igrah. Mogoče še pred začetkom Primoža Kozmusa, čeprav Primož je recimo zopet naredil nekaj tazga, kar pričakujemo, da bo naredil Kristjan Čeh. Imela je vedno odlične posameznike, rekel kot ekipno, težko reči, da je bila to. Kdaj je bila zlata doba? Ne vem, mi smo, ko smo delali ta zbornik, smo seveda bilo treba kar prvotno postaviti ga konceptualno. Tu sem seveda uporabil izkušnje, ki jih imamo pri izdajanju publikacij v muzeju. Želeli smo, da bo knjiga, ki jo bomo izdali, bo v prvi vrsti gledljiva in pa seveda tudi berljiva. To smo povabili tudi avtorje ustrezne, ki so znali napisati tekst. Ključno, kar pa je bilo tukaj, je naredil kolega Kastelec izjemno delo, je bilo pa seveda izbor fotografij. Izbor fotografij, tako da sem brez lažne skromnosti rečem, da sem ponosen na izdelek, ki smo ga skupnimi močmi naredili. Zdaj pa, kakšno je trenutno stanje? Jaz mislim, da je dobro, da imamo kar nekaj dobrih posameznikov, ki lahko tudi ta voz vlečejo naprej, ampak atletika je individualna, ne moreš pričakovati, da boš imel v vseh disciplinah
vrhunske, tega nima nobena država, niti ZDA nimajo, kamoli nekatere bivše atletske velesile, ko so bile včasih. Recimo v naših letih je bila Finska svetovna velesila, danes s povprečnostjo ukvarja. Je pa res, da takih talentov, kot je Kristjan, pa nismo imeli v zgodovini toliko. Ja, lepo povedano, kakšen lep zaključek najnega pogovora. Gospod Stane Rozman, profesor Stane Rozman, državni rekorder na 10.000 metrov. Jaz se vam zahvaljujem za vaš dragoceni čas, za tale izjemno zanimiv pogovor in za vse prebliske, ki ste jih tudi najnim poslušalcem in gledalcem delili v zadnji uri in pol. Ja. Povabim vse vaše poslušalce in gledalce, da pridejo tudi k nam v muzej, da vidijo, kaj smo naredili na tem. Jaz, kot sem že prej rekel, nekatere stvari treba pač reči bob. Mislim, da trenutno smo kot regionalni muzej najboljši v Sloveniji in nekatere razstavišča, ki so dejansko vrhunska. Tako da je Celeja mesto pod mestom, Celjske grofje, Alma Karlin, recimo ena izmed takih zanimivih zgodbic, ki imamo, je tle v Celju, z gotovostjo stvar, ki so vredne pozornosti. Kar se pa atletke tiče, to ni bomo ostali na tej poti, kakor je. Želimo vsi, seveda, kot se rekel, čakajo nas zdaj pogovori z novo stezo. Jaz upam, da jo bomo do začetka naslednje sezone imeli tukaj. To je zdaj trenutno, kajti stara, ne samo, da ni več funkcionalna, mogoče v naslednjih letih lahko postane že nevarna za atlete, tako kot ima recimo trenutno Ljubljana, ker imajo sicer fantastičen projekt, ampak se bojim, da na koncu zmanjka denarja, kajti pot v peklo vedno stlakovana z dobrimi nameni. Ja, kakšna pomenljiva misel, ja, bravo, to je res. No, držimo pesti za novo stezo v prestolnici, eni od prestolnic slovenske atletike na Kladivarju v Celju. Jaz vas lepo pozdravljam tja v Celje. Če bom tam kje okoli, se oglasim najprej v Pokrajinskem muzeju, jasno, potem pa seveda tudi na štadionu, da preverim, kakšno bo potem nov izgled te izvrstne steze. Uspešen tek še naprej, vam želim pa profesionalno kariero, jasno, pa držimo pesti za vse vaše atlete in vse ostale tudi na prihajajočih velikih tekmovanjih. Hvala za pogovor. Hvala lep dan. Lep pozdrav, hvala.